Wow. No, tole je pa nekaj najlepšega aprila na Sešelih. Tile sončni zahodi, ki so sanjski. Ampak tole bo zdaj kar hiter minil. Sončni zahodi ne trajajo dolgo in tudi mraka ni dolgo. Se pravi, ko pač sonce čisto zaide in pa dejansko tudi ful hiter rata trda tema. Ampak čudovito. Obožujem to. Dobro jutro, Slovenija, in lep pozdrav iz Sešelov. Zbudili smo se v res čudovito jutro. Včeraj sem malo posnela tudi naš sončni zahod, ki je aprila dejansko res ful lep. In zdaj vam bom pokazala tamle siluet otok. In takole izgleda zdaj jutranja slika z ful lepo Maurico nad siluet otokom. Pa še tamle ena lepa jadrnica. Jaz pa trenutno berem metodo Wima Hofa, ker sem še vedno zelo obsedena z mrzlo vodo in ledeno kopeljo. Ja, in čeprav tle pri nas je v bistvu res zelo izziv se celo tuširati z mrzlo vodo, ampak v bistvu, ko dežuje, se nekako voda majčkeno shladi, ampak drugače pa ni šans. Tako da mislim, da si bom nabavila v naslednjih dneh, če bom našla, ne vem, kak sod ali pa nekaj takšnega, ali pa mogoče celo velik, kako se temu reče, veliko vedro. Tudi mogoče kanto za smeti, nova kanto za smeti. Evo, tudi to bi bila ok, dobra ideja, da si jaz dam to lepo na balkon in pol jaz si to vodo not nalijem in dam pač led in se pač spravim v ledeno vodo in ker mi je res fantastično v Sloveniji, pač sem se malo povalala z bikinkami po snegu in je bilo res ful dobro. Tako da priporočam in zdaj imate gdje ful fajno priložnost v Sloveniji, da se okopate v kakšnem jezeru, v kakšnem potoku, v majhni rekici in pač res se spostavite mrazu, ker je res zdravilen. Tako da zdajle pa si mislim, da si bom naredila eno kavico. Bar kafe, mislim, še imam. Bar kafe pa v džezvici iz Bosne, to mi je res tisti ful top. Pa bom posnela en video za mojo spletno stran. In mislim, da bo to EDT, se pravi spet nova serija, Escalating Density Training. To je v bistvu na ta način, jaz največ kalorij pokurim, hkrati skrbim za čvrste mišice in hkrati je tudi v bistvu kardio vadba. Traja pa lahko samo 10 do 12, 15 minut, odvisno kako želiš. Izbereš pa 2 vaji in ti 2 vaji ponavadi sta samo 5 ponovitev, lahko si pač seveda tudi ustvariš svoj način in potem ponavljaš skozi te 2 vaji, brez prestanka in je res, meni je to ful dobro in na tem temelji celoten moj trening sistem in v najkrajšem času res narediš zelo veliko, sploh če nimaš časa, rečemo 1 uro biti v fitnessu ali pa celo 2 uri. Ker še veliko ljudi to počne. Ampak ni to zdaj tisti bodybuilding način pač grajanja telesa, ampak je v bistvu bolj način, s katerim pač izgubiš telesno težo, oblikuješ telo in hkrati skrbiš tudi za kardio. Kavica skuhana, no?
za zajtrk bomo naredili vaflje. Njami. Moj recept najdete tudi v opisu spodaj. In ti vaflji so veganski. Ok, no in kar začnimo. Tule imam merico za vodo in dala bom 2, kar je potem tole ena skodelica. Potem imam tole še ostanek kokosovega mleka. Dam še to. Ok, super. In potem še sojino mleko. Še preostanek, polovičke. Se pravi, to sta potem 2 skodelici. Mleka, rastlinskega mleka, lahko porabiš tudi ovseno mleko, kako želiš. Potem dam pol skodelice ovsenih kosmičev. In potem lahko uporabiš moko. Se uporabim pač visoko proteinsko belo moko. Se pravi, 1 skodelico. Isto maso jaz naredim za veganske palačinke. Tako da ni neke ful velike razlike. Tako da to. Pol imam pa baking powder. Pecilni prašek. Kaj je to? Čajna žlička. Pol dam malo sode, recimo pol čajne žličke. Potem dam vaniljo. Pač kar od oka. Lahko daš eno žličko, ampak jaz kar od oka to naredim. Pol uporabim malo rjavega sladkorja. Najboljše je seveda kokosov sladkor ali pa maple syrup, javorjev sirup. Ok. Ali pa tudi nič, ni problema. In potem pa še himalajsko sol. Ok. In ja, in pol to je vse skupaj zblendam, ker v bistvu je najlažje dobiti tako maso, ful gladko maso in na ta način bojo vaflji palačinke res odlični. Tako da ja, gremo zdaj to zblendati. Jaz približno to gledam kakšno minutko in pol okoli obrnem ta NutriBullet. Tega imam že res ful dolg, tako da se ga res splača kupiti. Sem ga pa dobila tudi za nagrado od Herbalifea, ampak je ostal doma pri mamici, tako da mami pridno blenda svoje šejke. No in pol jaz pač malo poskusim maso, ful dober. Zdaj, če je masa preredka, itak, ja, še chia semena sem pozabila. Včasih dodam še chia semena, tako da, ja, bom kar dodala vse, se ni veliko. V glavnem, ja, če je masa v bistvu včasih preredka, pač dodaš normalno, dodaš malo več ovsenih kosmičev, dodaš malo več mokice, pač koliko ti paše, no, lahko tudi počakaš in mečkem, da se pač ti ovseni kosmiči malo prepojijo, pa tudi v bistvu pa chia semena jaz to kar zmešam in pa počakam enih 50 minut, da v bistvu dobiš tisto pravo gostoto te mase, pač to je vsa skrivnost. Jaz sem tole še enkrat zdaj zblendala. Lahko pa dodaš tudi seveda še proteinski protein powder. Herbalife ima tudi super te za kuhati, PDM. Ja, in meni je trenutno jih zmanjkalo, tako da zdaj čakam na naročilo iz Južne Afrike. Evo, tole je pa moj waffle maker. Zdaj, kar se olja tiče, ponavadi si uporabim olje v spreju, ampak ga nimam, ampak bom zdaj uporabila kokosovo olje.
in ga pač mečkeno vlijem gor in pol pač s tem čopičem premažem vse. In je že zelo ful vroče, pa še tudi zgornji del. Vse v bistvu to ne rabiš pol delati za vsakič, no. Ampak glih tudi, da se ti res ne prime, ker pač se veš, prvi wafel oziroma prva palačinka je vedno taka tista ne? Ni glih najboljša. Ok, pa jaz to kar od oka odlijem, včasih imam merico, včasih nimam, pač tako, da v bistvu se pol spodnji del čisto lepo prekrije. In ja, pol jaz to lepo zaprem. In zdaj je treba to malo počakati. Kakih 3 minutke za prve. Ja, in zdaj je res ful super. Če še nimaš waffle makerja, je čas, da ga imaš, ker je ful fajn imeti malo drugačne palačinke. No, poglejmo, kakšna je situacija. Not good at all. Da vidimo, kako se izgleda. Evo, in wafli so uspeli. Ponavadi jih imam kar z marmelado ali pa s čokolado. Ja. Zdaj gremo na plažo, ker je res ful lepo vreme in ja, zakaj pa ne. Tako da tu imam res ene ful stare kopalke gor in pa tole oblekco iz New Yorkerja, po mojem je že stara enih 15 let. Ampak ja, perfekt za tropsko podnebje. Malo me matra slovenščina še vedno. Gremo. Sej ne, da je ful čudno, ampak vedno, ko pridem na plažo, ali je oblačen brez sončka, ali pa ja, se sonce vedno nekje skriva, ko hočem snemati. In ja, ko je sonček da ful lepo svetlobo in da tudi tisti ful lep odsev morja. Čeprav tudi takole ni slabo, no. Vedno, ko prijem na plažo, tudi izkoristim za kakšne lepe fotke in če še ne veste, v bistvu čisto vse, kar delam sama, snemam videe, vsako fotko, ko jo naredim sama in pač je treba to izkoristiti. Ti počale, mislim. You're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. Jaz nek profi. Itak da ne. Ampak pač ja, to je moja strast, to rada počnem. Kaj pa ne. Mislim, da je ful privlačno tudi to, da nisi profi in da pač lahko narediš vse. Sploh glede na to, da nikoli nisem tak tehnični tip in se mogla čisto vse sama naučiti. Ja.
in danes je tudi prav poseben dan. Točno na današnji dan, 9. aprila 2015, sem prvič stopila na Sejšele in Come here. tako da Let's go 8 let. Okay, I'm kidding. 8 let tega. Ja, And about me. so bili. Leo, cuckoo. And we have 8 years. Okay. Yeah. Hey, Daddy, do that and then So, da, ja. tell me. Ready? In kaj naj rečem, je bilo veliko lepih stvari, absolutno, več kot negativnih stvari, ampak so bile tudi negativne stvari in tudi zelo neprijetne stvari. Mislim pa, da moram posneti zdaj prav za slovenski vlog, za slovenski YouTube kanal, pač vprašanje in odgovore pač vsem tem, zakaj sem tu, kaj počnem, kdo sem. Mislim, da tega nisem še naredila na tem kanalu in mislim, da je bilo ful zanimivo. Da vam tudi povem dejansko vse o Sejšelih na nek način in če vas seveda zanima, oziroma karkoli bi vas zanimali, sploh tisti, ki želite potovati na Sejšele, dajte mi napisati v spodaj, no, kakšna vprašanja si želite do naslednjič, tako da vam pojasnim, ker zelo veliko dobim vprašanj, kdaj potovati, odkot leteti, seveda kateri meseci so najboljši, potem ali je drago, ali sploh glede covida in vsega tega, kakšne so restrikcije. Ne, ni več nobenih restrikcij. Če ste cepljeni, niste cepljeni, nema veze, vi vsi pridete lahko brez problema. Tako da kdaj prideti, mesečno rečemo, kateri mesec, no. Moja slovenščina. Potem, kar se hrane tiče, zelo veliko vprašanj dobim tudi glede vode. Ja, naša voda je pitna, tako da ni nobene panike. In vse ostalo pa vam javim za to namenjenem vlogu. In ja, takle zdaj preživljam 8. leto, da se zaključuje dejansko. Sem že 8 let tu. Ampak vseeno, še vedno nimam nobenih pravic, še vedno sem na delovni vizi, kljub temu, da sem že 5 let poročena. In vse te podrobnosti vam javim v naslednjem vlogu. Zdaj pa gremo malo uživati. Plavaj! Plavaj, ribica! Baby dog. Now do it. Wow! I let you go already. Super si! Never let one in my mouth. Okay, come here. Pozdravljeni v ponovnem videu 100 na dan. Danes bomo naredili 100 kolesarskih trebušnjakov in bomo naredili 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. She's zbral pesek. Baby, you give me ice and fire.
takle po dolgem dnevu, oziroma pač dan je bil full fajn, no, tako pač čist relaxing. Zdaj sem pa naredila nama z možikom čajek, tale zeliščni čaj, in zdaj gremo si en filmček pogledati, pa je tak čas za spanje. Tako da ja, jutri pa še en praznični dan, pa spet je novo v delovni teden. Se vidimo jutri. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.